večer vsem voščim. Kako se Karitas srečuje z obrobnimi, bom poskušal zrcaliti skozi poslanstvo Karitas. Karitas kot ljubeča skrb cerkve za ljudi v stiski. Da so to tudi obrobni, na primer. Karitas kot glas revnih v naši družbi. Tudi ti dostikrat padejo na obrobje. Ali Karitas v službi človeškega dostojanstva. Morda ti najbolj izpadejo in so najbolj na obrobju. Po vsakem vidiku nekaj besed. Karitas, ljubeča skrb cerkve za ljudi v stiski. Ljubečo skrb cerkve je možno uresničevati samo iz notranjega prepričanja, da nas je Kristus poklical v to službo in da smo se svobodno odločili stopiti na to pot. Ne gre za to, da bi lahko to avtomatsko delali, pač pa zato smo poklicani. Lahko smo sicer morda dobri svetovalci, dobri socialni delavci, dobri terapeuti, hvala Bogu, če to smo. Vendar najprej gre za našo ljubečo skrb za konkretnega človeka v stiski, ki je pred nami, in naš človeški odnos in pristop do njega. Morda bi nam sedanji papež rekel, da se moramo najprej očistiti za to, da snamemo masko z obraza in da nehamo igrati vlogo usmiljenega Samarjana, ko pa dostikrat to nismo. Samarjan si je namreč upal pokazati svojo majhnost, svojo omejenost in zato je breme naložil drugam. Zgodba ljubeče skrbi cerkve bom ponazoril s živim primerom, ki sem ga spremljal. Gre za župnika, katerega mu je kolega nekega jesenskega dopoldneva pripeljal zgaranega mladega fanta. Povsod so ga vrgli na cesto. V ozadju je bil alkohol, droga in še kaj. Lepo mu je rekel, ti znaš s takimi, in ga mu izročil v dar. Priletna gospodinja je majala z glavo in tega darila gotovo ni bila vesela. Župnik je zagato tako reševal, da je temu fantu poiskal sobico in da je bil nekako na svojem in svoboden. Toda vrata župnišča so bila odprta. In zgodilo se je, ko je župnik maševal v cerkvi, da so vsak dan ali pa počasi začele izginjati stvari iz župnišče. Gospodinju je to zelo vrglo, bila je nejevoljna. Preveč ste dobri, vse vam bo odnesel iz hiše. Župnik se je spraševal, kaj narediti. Seveda fant ni priznal, da odnaša stvari, čeprav je župnik odkril stvari v novi sobici. Pa naj ima tisti pisker, samo da gospodinja ne bo vedela. Pa je prišel do mene, pa je rekel, kaj naj naredim. In sva se nekako tako pogovarjala, ne. Vzpostavil si z njim človeški odnos in to je največ, kar si mu lahko dal. Si ljubeča skrb cerkve in to je največ, kar lahko daš. Potem pa vam rekel, veš kaj, pripravi mi 2 paketa. Z enim bom potolažil našo gospodinjo, z drugim pa onega človeka, ki ima dolge prste. Mislim, da je primer nazoren in tako se obnaša 9400 prostovoljcev pri Karitas, ki upravijo letno preko 500 000 prostovoljnih ur. Sposobni so razdeliti 3300 ton hrane, med temi je 450 voditeljev, pa še toliko župnikov in veste, kakšna velika ljubeča skrb cerkve je to. 1000 zelo usposobljenih tistih ožjih sodelavcev, župnikov in voditeljev Karitas, ki zrcalijo ljubečo skrb za te obrobne, ki včasih imajo dolge prste, včasih so nesramni in še kaj. Karitas je tudi
glas revni v naši družbi. Vsi, ki smo tukaj, vemo, da so z revnimi težave. So breme sebi, so breme bližnjim in seveda tudi breme družbi. In samo tisti, ki imamo ta navdih, si upamo ta bremena naložiti na svoje ramena in biti njihov glas. V tem je morda bistvena razlika sodelavcev Karitasa od drugih dobrodelnih organizacij, ki zagovarjajo razne pravice žensk, otrok, starejših, kar je pohvalo in tudi nujno potrebno za današnji čas. In med takimi so tudi mnogi sodelavci Karitas. Za nas je bistveno drugo. Biti glas revnih v naši družbi je klic, je naročilo od zgoraj. Je klic nedeljskega evangelija. Karkoli ste storili k tem najmanjšim, ste meni storili. Lačen sem bil, žejen sem bil, nag sem bil, popotnik sem bil. In ste mi vse to dali. Seveda so nam kljub dobri volji ti obrobni ali pa revni dostikrat v breme. Dostikrat se nam tudi zalomi. Tistih ta pravih, ki bi bili hvaležni, tako rekoč ni. Vrtijo nas okrog prstov, imajo dve levi roki, kot pravimo. Nas tudi znajo dobro zmerjati, celo pretijo s tožbami. Pa bom zopet eno zgodbico povedal, ki izraža to skrb biti glas revni naši družbi. In takih revnih se na Karitas obrne letno čez 120 000. Ogromna številka. 22 000 je družin, 18 000 starejših in še 1000 takih, ki so po posebnih programih. Pa bom zopet eno zgodbico povedal gospe, ki sem jo sedaj zopet odkril na seminarjih Karitas in pred 2 letoma mi je rekla, sedaj se pa poslavljam, ne zmorem več. To breme je za mene pretežko. Nobene hvaležnosti, sami očitki, da naprimer za svoje dajem, da so eni privilegirani. Pa kljub temu sem to gospo letos zopet odkril na seminarju Karitas. Pa sem jo vprašal, kako to pa gospa, zopet ste v naši sredi. Pa je tako rekla, veste, sedaj sem se pobrala, čisto so me okužili, ne morem brez njih. A ni lepo povedala. Biti glas revnih pomeni biti čisto za tiste, ki so revni, ki te okužijo, ki ti delajo skrbi. Pa sem jo zopet naprej vprašal, ja pa znate sedaj bolj z njimi ravnati. A še jim naprej enkrat tedensko pečete pecivo? Ja seveda, se brez tega ne gre. Veste, sem se pa naučila delati red. Sem rekel, krasno, krasno. Pa sem rekel, kaj pa tisti Janez, ki vam je tako živce kravžal? Ja, veste, še zmeraj me zmerja, še zmeraj me prenaša okrog. Ja, kako bo v tem, ste rekli, da red delate? Ja, mu vsaj zapretim. A ni lepo? A ni lepo, ne? Biti glas revni je dar in navdih od zgoraj. Biti glas revni je naš dar za revne. Mislim, da je to bistveno. Da zmoremo in znova smo njihov glas. In še tretji vidik, službi človeškega dostojanstva. Morda je danes to najbolj opevano, najbolj govorjeno, kako znamo negovati človeško dostojanstvo, kako vsak pravzaprav to zasluži. Po mojem gre za 2 stvari. Gre za veselje, da nekomu vračamo to dostojanstvo in da smo predani tistim, ki se nam zaupajo. Veselje v službi človeka, gotovo se lahko tega učimo od papeža Frančiška, enako si je naš novi ljubljanski nadškof dal za geslo, kako je že? Veselje. Veselimo se v Gospodu. Hvala.
veselju biti s sočlovekom. Samopristno veselje kot izziv srca, ki nosi polno življenja in ga želi deliti z današnjim človekom, popotnikom in brezdomcem. Jaz mislim, da vsi, ki smo tukaj, smo na nek način popotniki, ker se čas tako hitro vrti z nami skupaj in vsi smo na nek način brezdomci, ker iščemo svoj dom. Ker nam ta dom dobesedno uhaja iz rok. In zato smo skupaj. Zato smo skupaj. In to uresničujemo ravno pri Caritas s specialnimi ali pa specifičnimi programi za tiste, ki so izpadli iz naše srede in padli na rob družbe, to so odvisniki. Imamo 6 komun, imamo 6 materinskih domov, kamor se v zadnjih letih brez dvoma zatekajo stiske ženske, ne brez stanovanja, ampak z nekimi posebnimi stiskami. Imamo 3 centre za alkohol, eden je tudi namenjen duhovnikom in drugim. Ukvarjamo se z brezdomci, pa vendar gre za to, da smo v službi človeškega dostojanstva samo takrat, kadar je ta notranji naboj v nas, kadar se učimo skupaj z ljudmi človeškega spoštovanja, človeške skrbi, človeške odgovornosti in pa skupaj z njimi stopiti učenje ljubezni. Še samo par stavkov za zaključek. Spoštovanjem je tako, kot če hočemo nekoga odomačiti. Pred očmi mi prehaja Mali princ, ki je poskušal odomačiti vrtnico, odomačiti človeka, ki je v stiski. Pomeni zaščititi ga, biti z njim, čutiti z njim, spoštovati ga. Skrbeti zanj pomeni, tako kot smo slišali v nedeljskem evangeliju. Morda še eno dimenzijo, v tej skrbi je potrebno poklekniti, je potrebno izmoliti, da bi bili tega vredni, kot nam je lahko vzor mati Terezija iz Kalkute. Odgovornost je samo nadaljevanje skrbi, ko naše srce in naše telo odgovori v polnosti, da želimo nekomu vrniti človeško dostojanstvo s telesom in srcem. In da smo se pripravljeni s človekom, ki je postal na robu, nekaj naučiti, iti skup pot ljubezni do očeta, do njega, da mu vračamo človeško dostojanstvo in tudi do samega sebe, da ostanemo to, kar smo, sodelavci Caritas. Hvala lepa.